Tudi letošnji forum v Gaštajnu namenja precej pozornosti inovativnim zdravilom. To so zdravila, ki so za zdravljenje težjih bolezni, za zdravljenje raka, biološka zdravila sodijo med ta in v vseh evropskih državah predstavlja ta zdravila vsakodnevno večje breme. Namreč cene teh inovativnih zdravil so izredno visoke. Na letošnjem forumu v Gaštajnu je bila razprava predvsem, kako na nek način javna sredstva, ki so vključena v razvoj, upoštevati pri končni ceni teh zdravil. Zaenkrat je to še velika neznanka in so cene razvoja precej netransparentno prikrite strani farmacevtske industrije. Inovativna zdravila in tudi druga draga zdravila v Sloveniji trenutno pokrivajo približno 1/3 stroškov za zdravila, kar ni zanemarljiv del in njihov delež se z leti še povečuje. Tako smo v zadnjih 4 letih en delček teh inovativnih zdravil, ki jim pravimo zdravila sirote, povečali za kar 81% v stroškovnem delu. Seveda to tudi pomeni, da je toliko več pacientov prejemalo ta zdravila, predvsem pa, kot že rečeno, so ta zdravila izredno draga. Če se bo tak trend nadaljeval, bo potrebno razmisliti o dodatnih ukrepih, kako stroške za zdravila dodatno omejevati ali, prenesti rizik tveganj tudi delno na farmacevtsko industrijo. Sicer bi prišlo lahko do razvojne diskrepance oziroma če bomo uporabili več oziroma preveč denarja za zdravila, potem nam bo na drugi strani zmanjkalo sredstev za zdravstvene storitve. V slovenskem okolju dajemo za zdravila iz proračuna Zavoda za zdravstveno zavarovanje 12% za zdravila, ki so na recept, in še dodatne 3% za tista draga zdravila, ki jih bolnišnice injicirajo pacientom, in tudi v zdravstvenih domovih se nekatera zdravila injicirajo. To zavod plačuje posebej, tako da dejansko je delež v stroških Zavoda za zdravstveno zavarovanje zastopan z 15%. Tak delež si bomo v naslednjih letih težko še privoščili oziroma razmišlja zavod, da bi ga postopno nekje znižal na delež, kot ga imajo nekatere druge države v skandinavskih državah, recimo Danska ima ta delež že blizu 10%. Seveda je danski prihodek in danski ekonomski okvir poslovanja drugačen in so seveda tukaj večji nominalno zneski za zdravila, pa vendarle mi v slovenskem okolju poskušamo vzdrževati nekakšno ravnotežje med različnimi deli zdravstvenega sistema, ker seveda ne moremo dajati samo na zdravila. Imamo od zgodnje diagnostike, pa potem do terapije, pa potem do rehabilitacije. Povsod so seveda potrebe in zahteve, tako da poskušamo vzdrževati neko tako, pametno, premišljeno ravnotežje. Kako pa naj bi potem v prihodnje nadomestili izpad tega deleža? Bo to stvar družbenega konsenza, nove zakonodaje, kakšnih drugačnih prijemov? Poglejte, razvoj ravno teh inovativnih zdravil je izredno hiter. Že nekaj časa se ukvarjamo in v sodelovanju z farmacevtsko industrijo na nek način že ugotavljamo, kaj se bo pojavilo drugo leto, tretje leto, četrto leto na trgu, ker razvoj poteka več let in moram reči, da je res razvoj celo, mogoče prehiter za ta trenutek. Recimo tudi za tako imenovane redke bolezni se zelo veliko investira, tako strani industrije, pa tako tudi iz javnih sredstev, kot že omenjeno, tudi javna sredstva so vpletena v to. Tak tempo si preprosto ne bomo mogli več privoščiti tako hitrega vključevanja zdravil v slovenski zdravstveni sistem, zato razmišljamo o dodatnih, neke vrstih zavarovanjih, neke vrste pozavarovanj, ki bo verjetno šlo v tej smeri, da bomo določili proračun, ki ga imamo na razpolago za zdravila v določenem letu, na primer za leto 2019, in če bo prišlo do preseganja tega zneska na državnem nivoju, potem pričakuje zavod, da bodo farmacevtske tovarne oziroma dobavitelji zdravil
ta presežek nekako povrnile nazaj v zdravstveni sistem v Sloveniji. Tak način neke vrste sistemskih povračil že uporabljajo nekatere države, je to sicer redkeje, pa vendarle ta finančna tveganja bomo poskušali deliti tudi z farmacevtsko industrijo.